Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes se bomo ponovno posvetili pomorstvu. Kot lahko vidite, tukaj sta bili namreč nedavno izdani kar dve deli, pravzaprav dve deli zbranih del Miroslava Pahorja. Eno se imenuje Vse poti vodijo na morje, drugo pa Samo morje je vedelo. Izšli sta v zbirki Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko pri Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Z mano pa sta urednika obeh zbirk, dr. Nadja Trčon iz Pomorskega muzeja Sergej Mašara iz Pirana in pa profesor dr. Aleksander Panjek iz Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Ime Miroslava Pahorja, potem, ko sem prebirala te dve knjigi, ugotavljam, da je očitno zelo pomembno v pomorstvu. 52 let po njegovi smrti ste se odločili, da izdate njegova dela, ki so očitno še kako aktualna. Lahko mogoče za začetek poveste, kdo pravzaprav je bil Miroslav Pahor? Doktor Miroslav Pahor je bil izjemno pomemben, kot sem rekla, zgodovinar. Bil je izjemno pomemben muzealec. V Pomorskem muzeju Sergeja Mašera Piran ga pojmujemo kot začetnika Pomorskega muzeja, začetnika postavljanja sploh kakršnihkoli zbirk v Piranu in pa kot izjemno pomembnega zgodovinarja. Glede na to, da je delal v začetku 50-ih let, začel delovati v začetku 50-ih let, je prihajal na teren, na področje, kjer je bilo vse novo. In ker se je njegovo delo zelo sovpadalo tudi z neko splošno miselnostjo oziroma angažiranjem o vzpostavljanju slovenskega pomorstva po letu 1954 na tem področju, se je zelo hitro povezal tudi z novo ustanovljenimi podjetji, ki so takrat nastajala na tem področju. Povezoval se je s Klubom pomorščakov Ljudske republike Slovenije in pa seveda tudi z drugimi strokovnimi sodelavci. In je zelo hitro začel preusmerjati svoje vedenje iz tistih prvih želja predstavitve mestnega muzeja Pirana, zgodovine mesta Pirana, v predstavljanje pomorske preteklosti slovenskega človeka. Na začetku je bilo to morda zelo vprašljivo, zelo morda nenavadno, kajti tega slovenskega pomorščaka ni iskal samo med solinarji oziroma pomorščaki na ladjah, ni jih iskal samo v Kopru, Izoli, Piranu in pa v Trstu, v krajih ob morju, ampak tudi drugod. In počasi je tudi potem s pomočjo dr. Ferda Gestrina, v bistvu staroste slovenskega zgodovinopisja, začel preusmerjati znanje, vedenje, zbiranje, predstavljanje, konec koncev celo poslanstvo mestnega muzeja v pomorstvo. Tako da je leta 1967 po močnih raziskavah življenja in pa pomena Sergeja Mašera, narodnega heroja, dosegel, da ga je skupščina občine Piran, mestni muzej, razglasila za pomorski muzej. Muzej se je poimenoval po Sergeju Mašeri in tako se imenuje še danes. Vsekakor so pa njegova dela izjemno pomembna, še danes, toliko let po njegovi smrti, so temeljna, vsekakor danes marsikaj drugače in na drugačen način napišemo, interpretiramo, razlagamo, vendar pa podatki, ki so nenazadnje tudi v teh dveh knjigah, mislim, da bodo še dolgo temeljni tudi za nadaljnje raziskovanje zgodovine. Kar nekaj virov je imel menda ustnih. Takrat je bila to noviteta. Kako pa danes te vire pravzaprav razumete za nazaj? Se pravi, to njegovo etnografsko metodo popisovanja pravzaprav zgodovine, tako da je hodil od človeka do človeka. Takrat, danes pravimo temu ustna zgodovina. Takrat se temu ni reklo tako, ampak on se je posluževal, bolj lahko rečemo, multidisciplinarnosti. Posluževal se je etnografskih virov oziroma s svojim pristopom se je prilagajal. Velikokrat je bilo to verjetno bolj intuitivno kot pa načrtno, vendar je na ta način uspel pridobiti informacije tudi za arhivske vire.
Predvsem pa mu je v njegovem konceptu, kajti imel je zelo razdelan koncept in neko svojo vizijo, zmanjkalo včasih arhivskih virov. Zato je hodil na teren, ne samo od človeka do človeka in se potem s tem povezoval dodatne vire, temveč je hodil recimo tudi po pokopališčih. Prav načrtno, s posebnim programom vsako leto določeno število pokopališč, kajti tam je našel, danes tega ni več, nagrobnike sidri. In sidro mu je že dalo pomen, da je ta pokojnik povezan s pomorstvom in z izpisom imen in podatkov se je potem lažje pomagal tudi v arhivu. Tako da so ti njegovi viri, ta njegovo terensko delo se je prepletalo z njegovim arhivskim virom, tako in drugače. Mogoče lahko najdemo take nagrobnike tudi v Mariboru, na področju Celja, Celovca. Prispevki namreč iz teh področij so tudi v tem, čeprav jih težko nekako povezujemo s pomorstvom, pa on jih pa vendarle je, kaj ne? Mislim, da so še, vsekakor je v Sežani, Karlu Šaferju, vsekakor je v Senožečah še tak velik nagrobnik, vsekakor so na Piranskem pokopališču, te sem zagotovo videla, sama se te metode drugače nisem posluževala, vendar ja, tako kot bo potem tudi doktor Panjek razložil, te spomenike najdemo tudi na naših kontinentalnih krajih. Nenazadnje so vsi ti veliki pomorščaki prihajali iz kontinenta, Anton Haus iz Tolmina, v Tegetthofu, čeprav tukaj lahko bi verjetno mogoče celo oddajo, ali lahko o Tegetthofu govorimo kot o Slovencu, verjetno ne, vendar pa rojen v kraju, ki danes pripada slovenskemu nacionalnemu ozemlju. No, in to je bilo tisto, kar je Pahor poskušal razložiti, ne. In veliko takih je tudi drugod. Govorimo lahko o Koroški, govorimo o Štajerski, o Dolenjski, Krasu, Tolminska, skratka mislim, da ga povsod lahko najdemo. Morda danes ne več, ampak v njegovem času pa ja. Kako pa to, da lahko pravzaprav vse te kraje zgolj zaradi tega, ker so prihajali pomorščaki iz teh krajev, pravzaprav povezujemo s pomorstvom? Ali je tukaj še kaj drugega? Če se ne motim, je Pahor pravzaprav govoril, da je pomorstvo povezano s celotnim področjem današnje Slovenije. Jaz v bistvu je, ne govorimo samo o pomorščakih, ki so prihajali ali bili rojeni na tem prostoru. Govorimo o tem, da je pomorstvo, običajno vidimo samo ladjo, morje, pristanišča, vendar pa je tukaj ladja mora nekje pristati, ladja nekaj tovori, ladja ima potnike, ladja je bila iz nečesa zgrajena in ker je bil to les je zalagal v glavnem tržaško ladjedelnico. Po teh poteh so vozili furmani les v Trst. Jozef Resl je zelo veliko delal na tem, da so pogozdovali to ozemlje in ne samo pogozdovali, da so ga krivili prav za primerne in točno določene dele ladje, kar je uporabljalo ladjedelstvo, da so se recimo v Tržaškem Lojdu oziroma v ladjedelnici Svetega Marta so se zaposlovali ladjedelci, da so bili tam tudi slovenski inženirji, ki so med drugim tudi poimenovali ladje s slovenskimi imeni, to je bil recimo Henrik Štolfa. Večinoma gre v to bolj v gospodarsko smer, medtem ko pomorščaki, največ podatkov seveda imamo, so prihajali in se služili v vojni mornarici. Medtem ko za trgovsko je malo manj. Tukaj je še vedno neka taka bela lisa, za katero bo treba marsikaj dodelati. Bili so ladjarji, nazadnje se veliko govorilo o Josipu Gorupu, plemenitem Slavinskem, ki je prihajal iz Slavine. Pred leti so trdili, da je bil to najbogatejši Slovenec nasploh, ali je to res ali ne, je vprašanje in tudi stvar dogovora, vendar je on nasledil po svojem stricu Janezu Kalistru veliko premoženje, del njegov bratranec,
Delal je na reki, vključeval se je v zavarovalništvo, bil je lastnik legendarne ladje Hrvatska. Skratka, to je bil človek, ki je tudi iz svojega bogastva dal zgraditi žensko oziroma dekliško šolo v Ljubljani, današnjo Mladiko. Vsi ti ljudje so se nekako povezovali s pomorstvom. Ne nazadnje tudi zato, ker govorimo tukaj predvsem o 19. stoletju, ker je Habsburška monarhija oziroma Dunajski dvor s svojimi merkantilistično usmeritvijo podpiral pomorstvo. Pomorstvo je bilo eno najpomembnejših oziroma najnaprednejših panog, na njem je slonel nek razvoj. Kasneje se je to vtisnilo tudi v neko podzavest ljudi in to recimo kaže tudi potem po vojni čas, po drugi svetovni vojni, medtem ko danes je zadeva pa popolnoma drugačna. Zdaj, če se še malce vrnem na gospodarstvo, torej, s katerim se povezujeta tako kontinent kot obala, mislim, da v drugem delu nekje imate prav podpoglavje, ali so Benetke resnično zgrajene na kraških hrastih oziroma cerih. Je to torej res? To ni dokazano, ne. Zdaj zanimivo je morda to, čeprav ni govora, ne bom direktno govoril o Pahorju, ampak na Fakulteti za humanistične študije ravno kar izvajamo eno raziskavo terensko tudi s študenti, ki jo je pa med drugim navdihnilo Pahorjevo delo o mnenju lokalnega prebivalstva o teh zadevah, torej o gozdu na Krasu, pogozdovanju, kdo so bili tisti, ki naj bi posekali gozdove na Krasu, če so kdaj sploh obstajali, ne. Tako da to je, po mojem mnenju, eden tistih primerov, ki jih je Nadja tudi že omenila, ne, ko Pahor je vendarle pisal precej desetletij nazaj. Raziskovanje gre tudi naprej. Je pa to eno mnenje o tem, da Benetke stojijo na kraških hrastih, zelo razširjeno, ne, še vedno tudi med javnim mnenjem in tako dalje, ne. Tako da z vidika zgodovinarja bi bilo verjetno prvič ni dokazano in drugič bi bilo zanimivo malo raziskati, od kod se je oziroma kdaj se je pojavilo to mnenje. Po mojem mnenju gre za zgodovinski mit, ne, ki je nekdaj nekje nastal. Kako in zakaj bi bilo vredno raziskati. Nekaj, kar pa zagotovo drži, je, da so se ne samo iz kraških gozdov, tam, kjer so obstajali, ker njih bilo dosti, že stoletja ni veliko gozdov in drevja na Krasu, ne. Tudi ni zares dokazano, da bi kdajkoli Kras bil bujno poraščen z gozdovi, ne. Ampak vendarle z redkih kraških, ampak tudi z notranjskih gozdov, ampak zlasti tu z okolice, ne, pa tudi deloma z Goriške, z Posočja, se je v preteklih stoletjih oziroma so prodajali les tudi beneškim trgovcem, ne. Tako da ni šlo samo za prodajo lesa, in to gre za les kot surovino, ampak tudi že polizdelke, ne, torej razne deskal komponente, tudi že ukrivljene veje oziroma kose lesa, ne, za rabo pri izgradnji ladij. Tako da ja, ni šlo samo za lokalno rabo teh manjših lokalnih ladjedelnic tam do 19. stoletja je bilo vse majhno, ne, tako je to obstajalo že prej, ne, 16., 17., 18. stoletje. Se ni prodajalo samo v Trst, v Koper, v Piran, ne, ampak so Benečani dejansko tudi kupovali, ne, tako da ne trdim, da trgovine oziroma prodaja Benečanom ni obstajala, ne,
Nisem pa prepričan, da je bilo na Krasu dovolj hrastov, da bi cele Benetke na njih stale. Ne. Moramo upoštevati tudi, da Benetke so imeli na razpolago za črpanje lesa za gradnjo, ne samo za izgradnjo temelju mestu, ampak potem tudi za njihovo ladjevje. Ne. Beneška republika je imela eno močnejših ladjev, oziroma najmočnejši ladjevje, najštevilčnejše na Jadranu, med najmočnejšimi v Sredozemlju, vzhodnem Sredozemlju prav gotovo. Ne. In lesena plovila rabijo stalno obnovo, oziroma prav flota rabi se obnavljati. To niso plovila, ki trajajo 100 let ali 200 let. Ne? Tako da je to ena sprotna raba in Benečani so imeli urejene oskrbovalne poti in so nadzirali gozdove celotnega vzhodnega dela alpskega prostora, od Tirolske praktično do Slovenije današnje, ne? In potem še Istro in Dalmacijo. In so recimo kot država že nekaj stoletij nazaj tudi med prvimi uvedli zelo stroge in natančne regulative o izkoriščanju gozdov. Ne. Tako da bi bili, mislim, se je že v 19. stoletju pojavili tudi v Avstriji, potem so prišli Avstrijci sem, ne, na tiste dele, ki so bili prej pod Benetkami, kot recimo Koper, del Istre in tako dalje. In se je že takrat so se pojavljali polemični glasovi z avstrijske strani, mnenje, da ne bo držalo, da so Benetke uničile gozdove tu na Primorskem, ravno zaradi tega, ker so Benetke imele zelo napredno gozdno-varstveno zakonodajo in tudi nadzor. Res, da se je les uporabljal, oziroma so gledali na to malce drugače, niso zanimali lepo ukrivljena drevesa, ker je to rabilo za gradnjo ladij. Medtem ko kasneje, v 19. stoletju, so gozdarji bolj podpirali in so jih zanimala visoka ravna drevesa, med drugim, ne, za jambore recimo in tako stvar, ne, take rabe. Evo, tako da, mislim, s temi zadevami tu je Pahor zanimiv, ne, tudi ker je pred 50 leti z to metodo ustne zgodovine, etnološko, v bistvu poskrbel za to, da so se zabeležila tudi neka mnenja in pogledi na te problematike s strani takratnih prebivalcev Krasa. Ne. To je opravil zlasti v dveh vaseh, v Senožečah in v Povirju. Ne. Tako da, ja. Kako pomemben pa je pravzaprav on še danes za zgodovino pomorstva, za neke ugotovitve? Omenili ste, da naprimer vas je navdihnil, da ste se začeli ukvarjati ravno s to raziskavo, ampak kako aktualen je leta 2023 še? Smem lahko? Lahko. Zdaj tako, ne? Eno sporočilo, ki dejansko veje iz vsega, kar je zlasti Nadja doslej povedala, je to, da je Miroslav Pahor je prvič med soustanovitelji ali pa morda glavni ustanovitelj slovenske pomorske zgodovine oziroma zgodovine slovenskega pomorstva. In to ni naključje. Mislim, ukvarjal se je tudi z drugimi temami, ne, raziskoval je tudi ekonomsko-socialno zgodovino tu obalnih mest, teh del njegovih prispevkov tu ni, ker so že bili objavljeni kot samostojne knjige. Ukvarjal se je tudi z področjem muzejev in tudi tam objavljal, ampak to tudi ni tu zajeto. Kar je tu zajeto, je pa eno zelo pomemben del njegovega dela. On je načrtno in v zelo eksplicitni in je tudi zabavno ga brati, ker ni samo je zgodovinar, ampak je tudi človek, danes bi temu rekli, aplikativnih raziskav. Ne? Torej, da se potem nekaj pokaže tudi ne v muzeju in širši publiki. Je bil izredno polemičen do kolegov zgodovinarjev, večine slovenskih, in posledično tudi do prevladujočega mnenja na Slovenskem,
zaradi tega, kako so pisali zgodovinarji pred njim. In dejansko je tu morda še tisti zelo aktualno sporočilo njegovo, da ne bo držalo, oziroma da absolutno ne drži, da slovenski narod ni bil pomorski narod. Ne, njegovo glavna rdeča nit in njegovo poslanstvo, bi jaz temu skoraj da rekel, na področju zgodovinopisja, je to, da pokaže in dokaže, da so Slovenci imeli eno pomorsko zgodovino, da so bili vključeni v pomorstvo, da to ni od včeraj oziroma od Jugoslavije, ampak da so te korenine zelo globoke. In dejansko mu je to uspelo. Uspelo mu je to dokazati, ni pa mu uspelo prodreti v širše javno mnenje in niti v slovenskem zgodovinopisju, ker še vedno imamo zelo malo in premalo pomorskih zgodovinarjev pri nas. Na moji levi sedi ena redkih predstavnic te vrste, drugič pa tudi kar se sliši, bere v časopisju, sliši po televiziji, v komentarjih na novice, ki so danes skoraj da zanimivejši za branje kot pa novice same, na raznih portalih pa tako dalje, se zelo jasno vidi, da med Slovenci ni prodrla ta zavest, da Slovenci so povezani z morjem, da imajo eno pomorsko zgodbo za sabo, da njihovi predniki, če se tako izrazim, ni znanstveno, ampak da se razumemo, bili močno povezani z morjem in to na različne načine. In zaradi tega je on tudi ubral tak izviren način raziskovanja. Ker po eni strani je iskal pomorščake, torej te velike visoke oficirje in tako dalje, normalnejše, bom rekel, običajne mornarje, in teh je iskal poimensko, enega po enem v dokumentih avstrijske vojne mornarice. Tako da je tu najdemo tudi nešteto imen, bo morda marsikdo našel svojega pradedka mornarja. Na trgovsko mornarico, kjer je prav gotovo bilo enako tako zelo veliko ljudi zaposlenih, vsaj v enem delu svojega, in to so bili ljudje s podeželja, on jih je našel, je ugotovil, da so se v avstrijsko mornarico so se zaposlovali ne samo Primorci, bom rekel, ampak tudi fantje, ki so izhajali iz Kranjske, iz Koroške, iz Štajerske, in je pokazal, kako se je to novačenje dejansko je potekalo po teh glavnih prometnih poteh, kjer so delovali zlasti tedaj tovorniki, potem imamo sicer železnico, ki tudi določene stvari spremeni, ampak niti ne toliko. In potem je tretji vidik, bom rekel tako, zasidral pomorsko zgodovino tudi na našem podeželju, ker je pokazal, to pa morda res zlasti primorskem, ampak ne samo, je pokazal, da je kmečki človek na tem področju znal delati na področju lesarstva in v namene ladjedelstva. Tako da tu je, jaz mislim, da njegova velika aktualnost. Po eni strani je verjetno, lahko mu rečemo, da kar ustanovitelj slovenske pomorske zgodovine, da še vedno ima premalo učencev oziroma naslednikov. Eden od razlogov, zakaj smo se odločili v sodelovanju z muzejem Sergej Mašera, naša fakulteta za humanistične študije, tu Koprske univerze na Primorskem, da gremo v to izdajo, je ravno to, ker smo ugotovili, da je njegovo delo premalo poznano, da je razpršeno tukaj je na desetine člankov, dolgih, kratkih, uporabili smo zelo veliko časa, da smo to zbrali. Tu se moram zahvaliti tudi kolegom iz Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, ki so nam z tehničnega vidika pomagali recimo preiti z ene digitalne faze v naslednjo digitalno fazo tega dela. In pa bi pohvalil tudi naše študentke, ki so v okviru študijske prakse na naši fakulteti oziroma v okviru študijske prakse študije pri nas
ki je del študija zgodovine pri nas v muzeju pri Nadi, tudi dejansko opravili tisti prvo tehnični del nabora, digitalizacije tega gradiva. Ne? Tako da, kot sem rekel, morda je malo dolg odgovor, ne? Ampak profesori smo včasih malo taki, ne? Torej je aktualen. Zakaj je aktualen? Zato, ker je vzpostavil pomorsko zgodovino, ker je dokazal, da imamo Slovenci tudi eno pomorsko preteklost, ker mu še nismo uslišali in ga ne poslušamo in je dobro, da si to preberemo, da se prepričamo, da je imel prav. Ne? In ker je dokazal na različne načine te povezave in dejansko je odprl tudi eno poglavje na tem področju, ki se mu reče zgodovina podeželja. Ne? Torej to povezanost podeželja z morjem, za katero, dokler ga ne preberemo, težko slutimo o tem, da je obstajala. Bi si upala mogoče, glede na to, kar ste ravnokar povedati, sama ugibati, zakaj je mogoče temu tako, da se Slovenci ne razumemo kot pomorski narod? Zdaj, v teh knjigah lahko beremo marsikaj, posebej naprimer tam o področjih vse tja do Ljubljane, pa predvsem o Štajerski, tako danes avstrijski kot slovenski Štajerski, ampak zdi se, da mogoče ravno po njegovi smrti nekako je vse začelo toliko bolj težiti ravno k obalnim delom, torej z vzpostavitvijo Luke Koper. Sam se mi zdi, da je večkrat omenjal Piran kot tisto veliko pomorsko mesto. Za daljno preteklost. Ja, glejte, tukaj vsekakor imajo pri vsem tem eno pomembno vlogo vse te politični dogodki, ki so se na tem področju dogajali. In večinoma so o tem, kar je Aleksander govoril, in vse ti nagibi so se veljali bolj na trst. Tukaj ne smemo pozabiti, da je meja, povojna meja, zelo zarezala v to področje. Namreč ti kraji, ki so pripadli leta 1954 oziroma najprej svobodnemu tržaškemu ozemlju oziroma Sloveniji, so doživeli velike nacionalne spremembe. Ljudje, ki so tukaj resnično živeli od morja in z morjem, ribiči, ladjedelci, pomorščaki, so se večinoma izselili v Italijo. Ta prostor je bil kar naenkrat prazen in na ta prostor so prišli ljudje iz Slovenije, iz Jugoslavije, konkretno, če lahko rečem, moji starši Kraševci, ampak kmečkega rodu, ki o morju niso kaj dosti vedeli in tudi nikoli tega obmorskega duha niso sprejeli. In takih ljudi je bilo veliko, za razliko od Pahorja, ki je v tem morju pa videl neko luč, neko idejo, na katerem je lahko gradil potem to prihodnost. Dejstvo je, da na tem prostoru je bil nek velik kulturni nacionalni šok. Ljudje velikokrat se pri tem izseljevanju osredotočajo na to, koliko hudega so doživeli ljudje, ki so odhajali v Italijo. Ne povedo oziroma ne razmišlja se pa v smer, da koliko so se morali tudi ljudje, ki so prihajali iz notranjosti, prilagoditi drugačnemu načinu življenja. In zanimivo je ne samo to, da je Pahor ugotovil, da so tukaj ustanovili pomorsko šolo, da so fantje, ki so prihajali iz notranjosti, prihajali so iz krajev, ki je ostalo v Italiji, Nebrežina, Križ, Dolina. To so, in ne smemo pozabiti, da so tisti pravi obmorci, oziroma ljudje, ki so živeli ob morju, ostali v Italiji in da je tukaj, o tem bi lahko verjetno dolgo razpravljali, se dolgo let meja močno ločevala. Danes je to skoraj da nepojemljivo. Odkar smo skupaj v Evropi, smo pozabili, kaj so pomenili mejni prehodi, smo pozabili na vse tiste ločnice. In nam je to samoumevno. In tukaj je veliko, recimo zelo veliko nekih zadržkov, nekih predsodkov. To, da smo Slovenci, bom rekla, ali smo pomorski narod ali nismo, je vprašanje. Sama sem zgodovinarka, v zgodovino pomorstva precej dobro poznam. Sem pa bi nekdo rekel, kako se lahko pa s tem ukvarjaš, saj nisi pomorščak. Tudi take predsodke so res.
Ne obvladam pa teh strokovnih pomorskih zadev, zato pa je to sodelovanje, predvsem v tem muzeološkem pogledu, izjemno pomembno, da sodelujemo z pomorščaki, da oni prinašajo te informacije, da ni vedno samo arhivski vir tisti. Res pa je tudi, da se tega zavedala tudi država. Nenazadnje je bila leta 90 sprejeta pomorska resolucija, takratni parlamentarni zbor je sprejel sklep o usmeritvi države k morju, ne? Ampak o tem se običajno pogovarjamo samo 7. marca, ko je dan pomorstva, dan slovenskega pomorstva. In drugače, mislim, da je vse usmerjeno bolj v turizem oziroma sedaj v Luko Koper. Luka Koper je pa tu nastala, vemo, samo kot protivždet Štrstu. Vkolikor bi se zgodovina malce drugače odvijala, kakor se je, verjetno Luke Koper tukaj ne bi bilo. Govorimo o splošni plovbi, tudi tukaj je bilo izjemno zanimivo, kako so se teple različne koncepcije o tem, ali se podati z ladjami na oceane ali ostajati tukaj kot malo obalna plovba. Zmagala je tista, da je treba iti na oceane, ampak danes vemo, splošne plovbe skoraj da ni več. Ribje predelovalne industrije, ki je bila tako močna v Izoli, tako zelo močna, dejansko v Izoli ni več, je v edini ostanek, kar je v Pivki. Pomorska šola, no letos ima menda več dijakov, ampak tudi to, kar je izjemno veliko fantov iz celotne Slovenije se upisovalo, plulo, je bilo potem nekaj časa kar močen zaton. Skratka, tisto, kar je Pahor, želim to povedati, kar je Pahor dokazoval skozi preteklost, lahko poteka, vkolikor je tudi družbeno razumevanje naklonjeno temu. Vkolikor je neka podpora, potem lahko gre. V nasprotnem primeru so zadeve lahko se ne izidejo. Konkretno Pomorski muzej Sergej Mašera Piran je edini tovrstni javni zavod, so sicer še druge zasebne manjše zbirke pomorskega značaja, vendar še vedno in kljub angažiranju, Pahor se je angažiral, glejte, že od 60 let za pridobitev nacionalnega statusa. Še vedno tega nacionalnega statusa ni. Res, da je financiran od delno države, delno lokalne skupnosti, vendar s priznanjem bi verjetno tudi to poslanstvo, prikazovanje zgodovine slovenskega pomorstva bilo uradno priznano. Tako da vsekakor menim, da je ravno sta ti dve knjigi in to sodelovanje, ki je steklo s Fakulteto za humanistične študije in s prepoznavo Pahorja kot tistega, ki je postavljal neke temelje, daleč od tega, da je zgradil celotno hišo, ampak neke temelje postavil, da smo naredili en velik korak. Ne samo, da je bilo zbrano ogromno člankov, sicer bibliografije njegove so bile že prej narejene. Sama vem, da sem kot mlada kustosinja iskala številne članke po različnih knjižnicah, različnih revijah in to bo danes olajšano. Danes študent lahko, mladi raziskovalec, mladi kustos vzame knjigo v roke in prebere. Vsaj tisto, kar ga zanima. Lahko jo dobi tudi na spletu, ker je tudi digitalno v prostem dostopu na naši založbi Univerze na Primorskem, ki se jim moram tudi zahvaliti. Ja, tako je. Knjiga je išla najprej v elektronski obliki, oba dela, in potem še na naši želji še v tiskani verziji in sama sem izjemno zadovoljna. No, moram reči, da kljub temu, da bi rekel neko svoje delo, ampak menim, da si resnično zaslužim, vendar to ni samo neka zahvala Pahorju. Sama vidim to tudi zahvale celotni tisti generaciji muzejskih delavcev, s katerimi je on delal. Ne. Konkretno z Ilonka Hajnal, ki je bila restavratorka, pa vendarle je z njim hodila po terenu in pisala, je podpisana kot soavtorica pri njegovi knjigi Po jamborni poti v mesto na peklu. Je soavtorica oziroma verjetno kar glavna avtorica članka Po sledeh nekega jambora.
Ja, po stilu bi se reklo, ja, da je. In da je, ne, pesniško, pravi ja. Aleksandar, da je ženska roka bila zagotovo tle vmes. Kolegici Zori Žagarjevi, s katero je tudi sta delala in potem na kmečko bivalno kulturo v Toninem Petru, o solinah, zadnjič je bil na predstavitvi tudi gospod Anton Mikelnem, s katerim sta skupaj publikacijo o Piranu pisala. Skratka, zahvala generaciji strokovnjakov, ki je delala v Piranu in ki je pustila močen pečat. Kajti takrat ni bilo digitalizacije in marsikatera zadeva bi lahko ostala zgolj v predalu oziroma z našim vedenjem, če tega ne damo med publiko. In glede na to, da je pa tisti partner poleg našega muzeja prav Fakulteta za humanistične študije, ki širi vedenje med mlade ljudi, ki jih lahko vzgaja, jih usmerja, sem prepričana, da bodo morda našli tudi poti, morda tudi preko kakšnih projektov še, da lahko bodo odgovori na tisto vaše vprašanje, ne, ali Benetke so zgrajene na kraških hrastih, tudi dobili odgovora. Ja, naši študenti to je že obvezno štivo za nekatere boge. In ne samo to, tudi v arhivih, ne, kajti Benetke, tako kot je prej govoril, beneški arhivi še čakajo na preglede. Pravno tako arhivi v Piranu, v Kopru, tudi v Ljubljani. Enostavno mi z našim rednim delom ne uspemo toliko raziskovati, da ne govorim tudi v Trstu, no, kolikor bi si želeli. Ampak študent je mlada kri, mlado znanje pa lahko samo dopolnjuje. To je temelj. Nekaj, mogoče je lahko iz celega članka bo samo drobec, samo nek podatek, ki bo lahko zgradil neko novo raziskavo, na kateri se bo gradila nova raziskava. Smem dodati, ker ste nama postavili zelo zanimivo vprašanje in sicer zakaj se ni prijela ta zavest, da imamo Slovenci tudi eno pomorsko zgodovino, ne? Ker jaz bi vprašanje v besedu na ta način, ne bi govoril toliko o tem, če smo Slovenci pomorski narod, zgodovinar leta 2023 se ne bi izrazil na ta način, je malce staromodno, ne? V smislu ni strokovno, ni znanstveno, ne? Ker kaj je narod kot subjekt v preteklosti, kdo so njegovi člani, ne, to je vse matko. Lahko pa zagotovo rečemo, da pomorska panoga je eden od sestavnih delov tudi slovenske zgodovine. Zakaj se to ni prišlo v neko niti strokovno, torej zavest med zgodovinarji, niti med širšim prebivalstvom. Jaz vidim tu dve težavi, dva razloga. Prvi razlog je vsaj do Pahorjevega obdobja je ta, da je bila in tudi še kasneje večina zgodovinarjev, slovenskih zgodovinarjev vendarle izhaja iz prostora osrednje Slovenije in so tudi vsebinsko raziskovali, ta ljubljanska, nasplošno slovenska zgodovinopisna šola je ogromen del svoje pozornosti, zdaj zgodovinarjev v Sloveniji ni nikoli bilo na tisoče, ne? Tako da so tudi človeški kapital sile omejene, se naredi, kar se more, tudi prejšnje generacije, ne? Ampak je bilo vendarle osrednja pozornost namenjena temu bolj celinskemu, osrednjemu delu slovenskega prostora, ne? Tako da je bilo manj raziskano. Te dimenzije pomorstva tudi na kontinentu, kot pravi Pahor, najboljši pomorščaki se najdejo v hribih, pa niso odzveneli v raziskavah naših kolegov iz neobalnih, neprimorskih področij, ne. Tako in še vedno tudi kasneje, ne, je dejansko Pahorju vendarle nažalost ni uspelo ustvariti kontinuitete zgodovinopisne, raziskovalne na področju pomorske zgodovine, ki bi, razen svetlih izjem, ki bi to nadgrajevalo, ne. To je en del, tako da je v bistvu kratkovidnost zgodovinarjev slovenskih, katerih pogled mnogokrat ni segel niti do obale, kaj šele na morje, ne. Imamo tu svetle izjeme, Gestrin, ki je bil že omenjen, je ena taka izjema in še
malo drugih v kasnejših generacijah. Drugi del pa je vsaj enako problematičen, po moje, in je del ene širše značilnosti, ki jo opažam pri nas. Morda se motim, bojim se, da se ne motim. In sicer je sledeča, da imamo pri nas tendenco, težnjo, da sprejmemo podobo o nas, recimo o Slovencih, tudi za preteklost, za zgodovino, kakršno nam ponudijo naši sosedi. Torej zgodovinopisje, stroka sosednjih narodov. Če bom dal en primer, ki je zelo tesno povezan s tem. Če je italijansko zgodovinopisje, torej pisci zgodovine v italijanskem jeziku iz recimo Trsta, o Trstu v 19. in 20. stoletju pišejo in dokazujejo in so kot veliko ljudi v tistem obdobju oziroma pretežno močno tudi pod vplivom nekih nacionalnih motivov, da ne rečem nacionalističnih, če oni pišejo in trdijo, da je Trst bil italijansko mesto, kaj bomo naredili Slovenci? Bomo se navzeli tega mnenja, da je Trst vedno bil italijansko mesto. Medtem ko v Trstu je od srednjega veka dalje in verjetno še prej, je vedno obstajala tudi slovensko govoreča komponenta. In v 19. stoletju tudi s tem ogromnim priseljevanjem v Trst, večji del priseljencev, ki so ustvarili ta novi Trst, ki se je razvil po ustanovitvi svobodnega pristanišča v Trstu v začetku 18. stoletja, večina teh ljudi so bili ljudje iz slovenskih dežel. Tako da ob koncu 19. stoletja prav gotovo večina prebivalcev v Trstu, ne glede na to, v katerem jeziku so se pogovarjali, ampak so izhajali iz slovenskega prostora. V zgodnejšem času se v Trstu ni govorilo italijansko, se je govorilo furlansko, ne, in slovensko. In zdaj mi teh stvari, in to piše, če gremo brat, se lahko dokumentiramo, se ne zmišljujem. Ampak ne bomo povezali 1+1 in se bomo pač prilagodili tej podobi, ki so jo o nas ustvaril sosed v namen, da v bistvu vpliva tudi na našo samo podobo, in to smo mi usvojili in zdaj smo prepričani, da Slovenci, da je Trst bil italijansko mesto. Jaz ne rečem, da je bil slovensko mesto, ampak izključno italijansko mesto tudi ni bil. Da Slovenci da nismo nikoli bili pomorski narod, jaz ne trdim, da smo bili pomorski narod, ampak pomorska panoga je del slovenske zgodovine, ne. To je po mojem en tak problem, ki ga vidim pri nas in mislim, da sem povedal. Se mogoče za konec še čisto na kratko, ravno ta koncept slovenstva. Na koncu druge knjige, na primer, ste dodali prav poglavje z njegovimi opisi znanih slovenskih pomorščakov, ki so imeli višje čine. In tam pogosto zasledimo avstrijske priimke, tudi ljudi, ki so bili rojeni nekje, kjer danes pojmujemo, da gre za Avstrijo, vendarle so bili to ljudje iz 19. stoletja, ko se je ravno pravzaprav odvijala ta pomlad narodov. Je mogoče zaradi tega šlo, zato kako so se oni sami sebe razumeli, da lahko govorimo o slovenskih pomorščakih. Če smem, potem boš morda kaj dodala. Jaz mislim, da zdaj tako, ljudje, figure, liki, ki so vključeni v to knjigo, so plod izbora, ki ga je opravil Miroslav Pahor. Torej so to njegovi kriteriji. Zdaj, Miroslav Pahor niso neki obče veljavni, splošni kriteriji, kdo je Slovenc, kdo ni. Zdaj, po eni strani je Miroslav Pahor bil pozoren na samo opredeljevanje teh ljudi v preteklosti v določenih dokumentih, recimo, ko so se zaposlovali, vključevali v mornarico, so navajali jezike, ki so jih poznali, recimo, to je en del. Ne, tako da je bil pozoren na to, ampak po drugi strani je bil
Tako da po eni strani je bil pozoren na to, da vključi vse tiste, ki so kazali elemente, da bi lahko rekli temu slovenstva oziroma slovenskega porekla, slovenskega jezika. Po drugi strani pa je tudi vključil vse, ki so izhajali iz slovenskih dežel, če naj tako rečemo, v širšem smislu. Torej ne samo z območja današnje in tedanje Republike Slovenije, ne torej tedanje v Pahorjevem času, ampak v tega širšega etničnega, jezikovnega slovenskega prostora, za katerega vemo, da sega tudi čez državne meje. In pri tem je vključil tudi osebe, ki po narodnosti, po jeziku morebiti niso bile Slovenci, okay, in se kot taki morda tudi se ne bi opredeljevali, so pa vendarle bile osebe, ki so izhajale iz tega družbenega, iz te družbe, iz tega prostora, ki je bil pa pretežno slovenski. Ne? Tako da z tega vidika, zdaj, po eni strani bi mu lahko osporavali, da je bil malo preveč selektiven in da je skušal čim več ljudi na kup spraviti, da bi kaj več pokazal. Jaz pa mislim, da ne gre na to gledati tako. Po drugi strani je bil ravno pri tem izredno moderen, ne? Zaradi tega, ker je ni postavljal teh nacionalnih meja v nekim osebam, v neko preteklost, ker bi lahko bil anahronističen, in je naredil v bistvu eno operacijo s tem, ki bi bila dosti bolj podobna načinu, kako bi delal danes zgodovinar. Danes zgodovinar ne bo v osebkih iz preteklosti iskal pedigre, če je Slovenec ali ne, ampak bo obravnaval družbo, kulturo, ekonomijo določenega prostora in ljudi, ki so tam živeli. To je isti princip, po katerem se je dolgo, tudi v slovenskem zgodovinopisju spet ena taka podobnost. Iz slovenske zgodovine se je izločalo plemstvo. Češ plemstvo ni del slovenskega naroda, plemiči so bili tujci, mi se s plemstvom ne bomo ukvarjali, to ni del naše zgodovine. No, pa vendarle so bili del te družbe, ne samo so bili, marsikdo je bil slovenskega porekla, ampak so bili del te družbe, tega prostora. Ne moreš ti obravnavati zgodovino, preteklost tega prostora in odsekati en del družbe, se odločiti a posteriori 200-300 let nazaj, da tisti osebki pa niso del te družbe in ne zaslužijo tvoje obravnave. Ne? In na srečo dejansko so slovenski zgodovinari v zadnjih desetletjih že poskrbeli za to, da se je plemstvo vključilo v raziskovanje in tudi v razumevanje pretekle družbe na Slovenskem. Tako da, če je to uspelo plemstvu, bo morda uspelo tudi mornarjem. Ste želeli še nekaj dodati? Se strinjam, res je imel pač svoj izbor, svoj nabor, ampak dejstvo je tudi, da velikokrat se zgodovinar in verjetno Pahor ni bil nič kaj drugačen odloči, tudi ne glede na to, koliko in kakšno gradivo dobi, koliko in kakšne podatke. Ne nazadnje, kdo je tisti, katerega življenjska usoda je morda nekoliko bolj privlačna, morda malo bolj pomembna, ampak tukaj gre vedno tudi za lastno presojo posameznega raziskovalca, samega avtorja. Ne nazadnje, recimo pri nas v Pomorskem muzeju kolegica Bogdana Marinac je pripravila obširno razstavo v okviru tudi nekega projekta z Filozofsko fakulteto, ko govori o vlogi prav avstrijskih pomorščakov v povezavi z Daljnim vzhodom. Ti pomorščaki ki so potovali, vendar zgolj na podlagi predmetov, ki so jih prinašali nazaj v svoje kroge. Nekatere podatke je lahko črpala že iz Pahorjevih osnovnih podatkov, druge pridobiva sama. Skratka, odvisno je tudi, kaj želiš, kakšno je tvoje izhodišče. On je imel pač takšnega, kakršnega je izbral.
drugi lahko to dopolnjujemo. Vsekakor pa je pri naboru njegovih podatkov, predvsem po arhivskih delih, pomagalo tudi to, katere jezike je nekdo obvladal. Anton Dolenc, kapitan bojne ladje, ki ima v njegovem članku recimo zelo zajema pomembno mesto tudi v naših zbirkah, je bil sin slovenskega pisatelja, ravno tako Antona Dolenca, ki je komuniciral s sestro tudi v slovenskem jeziku. Njegovi dnevniški zapiski na ladjah so v nemškem jeziku, kajti ti pomorščaki so bili šolani v tem jeziku. Za razliko od Ivana Rupnika, ki ni dosegel takih visokih vojaških položajev, je pa njegov dnevniški zapis v slovenskem jeziku tedanjega časa. Skratka, stvar odločitve, tako kot danes, in predvsem ne smemo pozabiti, da danes govorimo o zgodovini, vendar da so bili to ljudje, tako kakor smo mi, verjetno v danih okoliščinah so se znašli, kakor so se pač lahko in kakor je bilo najbolj primerno tedanjemu trenutku. V vsakem primeru, da bo jasno tudi našim gledalcem, mi tu, ko govorimo o slovenskem pomorstvu, o slovenskih pomorščakih po Pahorjevu, ampak tudi dejansko, ne govorimo o posamičnih primerih, o desetinah primerov. Govorimo o tisočih ljudi, ki jih je naš predhodnik, zgodovinar, evidentiral z imenom in priimkom, to samo v 19. stoletju in samo v avstrijski vojni mornarici. Ne? Govorimo o tisočih ljudeh z cele Slovenije. To ni nek nišni fenomen, pa da si nekaj izmišljujemo tu, da ne o neki pomorski zgodovini. To so kar že pomembne številke. Ker je nam danes žal zmanjkalo časa, kdaj vaju lahko ujamemo nagrado Kromberk, če bi naši gledalci mogoče želeli kakšno vprašanje zastaviti v živo? Nagrad Kromberk, Goriški muzej, nas je kustosinja oziroma njihova zgodovinarka povabila, Ines Beguš, povabila v torek, 28. novembra ob 19. Tako da tam bova zagotovo in vabljeni. Dejansko se bo tam lahko postavilo tudi kakšno vprašanje. Lepa hvala, da sta danes dala predvsem veliko odgovorov. Hvala vam za povabilo, zelo prijazno. Hvala. Tako, dragi gledalci, v primeru, da ste morebiti ulovili oziroma izpustili kakšen del našega pogovora, seveda toplo vabljeni k branju knjig, kot smo danes že omenili, na spletni strani založbe Univerze na Primorskem. Knjigi lahko preberete tudi v obliki PDF-ja, kar prek spleta, brezplačno, in širite svoja obzorja še naprej. Do prihodnjič, lep pozdrav!